Veseljem. Kako da ne? Zakaj pa se bo uničila? Ja, seveda, če bo parkirni prostor spodaj. Ja, ampak površina tržnice bo ostala nedotaknjena. Avte ne grejo ven, ne v center. Ven. Ja, Pred centrom. ampak ljudem iz periferije, iz obrobja mesta, ravno tako treba omogočiti dostop do centra mesta. Vsi so obvezni. Ja, ampak tako kot funkcionalno oviranim osebam, invalidom in ostalim. Treba je omogočiti avtomobilom dostop do centra mesta. Kaj bojo šli avtomobili izpred Vaškega? Kaj pa vi mislite o tem? Fanti cvikajo od profesorjev, zato so pa prinesli tole. A pa veste, kdo so? Ja, telovni arhitekti. V čem je pa zdaj problem? Ja, jaz sem zato, da ostane kakor je, ne? Avtomobile pa podgrad, nekam v luknjo noter pa bo. Ja. In front of the camera, so. Hi. Kar. Okay. So now I invite you to go inside the town hall to see the indoors. Dobar dan. Pa, če stopite, jaz za vas. To jaz uspem videti. Imam še eno, gospod župan. Ja? A ste enkrat rekel, ne smete to graditi? Kje? Na Rudniku. Sem? Ste rekel? Sem, zagovarjam. Bravo. Zakaj danes ne zagovarjate, da bi mi ohranili v Ljubljani center, ki ga imamo radi? Čem pa ne bo hranjen? Poglejte, vi hočete v Pesku, v Pesku, v Grušču delati eno utrpo za avtomobile pod Vodnikovem trgu. Ja? Ja, narobe. A veste, koliko bo to koštalo? Jaz vem, pa vi veste. A veste, na kaj boste vse naleteli? A predvidite, kaj vi vse veste, kaj bo pod zemljo? Vi veste, kaj bo not. Kako vem? A res? Vem. Vi hočete utrpo? Lejte, gospa, pa vas bo podžupan Koželj vzel svetovalko, ker vi to veste, ne, pa boste ne svetovali, ne? A Strokovno, ne? veste, Hvala. ne morem strokovno jaz to Ja, pa prav, da veste. ampak vem pa, da bojo drugi videli. To objasnila čisto na kratko gospodu županu povedala naslednje. Meščani in meščanke Ljubljane, ki tukaj živimo, hodimo ob sobotah na tržnico, imamo radi družabno življenje, globoko ljubimo Jožeta Plečnika in smo ponosni nanj, ker je ustvaril svete prostore sredi mesta Ljubljane. Mi smo ustanovili meščansko inicijativo, ki zahteva ohranitev teh prostorov nedotakljivih, ampak ne garaže pod tržnico, kajti mi imamo garažo nekaj metrov stran, to je pri Kapitlu, to garažo, gospod župan, to garažo se jaz včasih zapeljem in ugotovim, da je večinoma pol prazna, ker je predraga za meščane in meščanke. Zato se mi zdi, da če bi to garažo lepo nacionalizirali, da postane javni prostor, znižali ceno, bodo ljudje, ki ne morejo, to so invalidi, bolniki, peš na to božansko tržnico, šli lepo parkirati to garažo. Lahko naredimo pod gradom še kakšno garažo, pod Golovcem garažo, ne pa sredi mesta, kjer ustvarjamo prostore druženja. Po tem uvodu jaz razumem, da garaža ne rabimo v centru mesta. Pravite mi rako. No, potem sem slišal, da ne bi uno garažo nacionalizirali v sosedstvu. Jaz, če se to zmenite z lastnikom, pa če to zakon dovoljuje, kar izvolite, pa to urejte. Ampak zdaj pa malo resno, lepo prosim. To je pa res, bi rekel, tudi demokracija se spodoba od nas, ki smo malo letih, da to sem našel. Jaz sem bil tim, ko sem poslušal.
Eno največjih problemov urejanja mestnega središča je prav to promet. In seveda mi smo zavezani. Tisto, kar povem, tisto drži, jaz sem pa tih. Tu je bila razstava, ki je pokazala 70-letno željo poloviti železnice in to je naša zahteva do vlade. On je naš vas, mi smo ga in ne pregledajo strokovnosti, ki mislijo, pa ni Imam tu še enkrat poudarjam srečo v to, da imam najboljšega urbanista kot podžupana, ki je zagovornik Plečega. Povejte mi boljšega, no, da vas slišam nekaj glede javne, kdo je boljši, kdo se pa javi, kaj da je boljši. No, tako lepo prosim. Drugač lep dan vam želim, pa vemo s Boga črnati. Srečno. To je ime doktor Bogat, rojen Ljubljanča.